parlamentu je bilo spet veselo, v petek je potekala interpelacija ministra, ki izgleda kot zanemarjeni Churchill. Ime pa mu je Simon Maljevac. Interpelacije dejansko ne more jemati resno. Prvič v zgodovini Slovenije vzpostavljamo dolgotrajno oskrbo. Na tej točki, na kateri smo danes, nismo bili še nikoli. Tla se pa kar strinjamo, na tej točki pa res še nismo bili. In to je tudi bistvo ministrovanja, a ni? Da minister spravi državo na točko, kjer še ni bila nikoli. Zdaj jaz ne vem, če bi iskal ekstrem te točke na grafu, ker nam lahko zmanjka papirja na vzval. Dobro, zdaj nas zanima, kaj pravijo ljudje. Nič me ne sprašujte, ker se nič več ne razumem. Imam 93 let, pa nič ne vem. Gospa, jaz imam 41 let, pa nič ne vem. Nič na boljšem niste, ne vi, ne jaz. A gremo vsem točko iskati, kjer smo, ker nas je pripeljalo do tega, da nič ne vemo več, kaj se dogaja. V katero smer pa je potekala razprava v parlamentu, baje ne bi trajala 14 ur. V tem cajtu jaz luknjo bučim. In jo sprobam. Nisem tega rekel. 14 ur! Jaz v tem času začnem in končam resno zvezo. So pa poslanci proti koncu interpelacije v razpravi povsem zašli. V SDS so namreč Maljevcu navrgli, da si ga bodo ljudje najbolj zapomnili po priročniku, ki ga je pred leti izdalo društvo Legibitra v okviru preprečevanja širjenja virusa HIV in pod katerega se je kot odgovorna oseba podpisal prav Maljevac. V enem od poglavij priročnika je namreč govora tudi o varnem lizanju ritke. A sem jaz to prav slišal, ali vi mene malo hecate? Varnem lizanju ritke. Jaz sem malo zmeden. Na 33. strani so navodila za, in tako piše prav v kazalu, piše 31 poljubljanje, 33 lizanje ritke, 34 igre z urinom. To je priročnik za istospolne, kjer je sodeloval minister Maljevac takrat, ko še ni bil minister. Zato bodite vsaj toliko fair. Jaz sem še zmeraj malo zmeden, čeprav, kaj pa jaz vem, umita ritka je po moje čisto okusna. Pa malo kečapa zraven, pa malo čebulce prepražene. Ne vem. Predstavljam si, no, ne vem. No, minister je, a ližete ritke ali ne? Ta oddaja je šla danes v 3 krasne. Minister je interpelacijo prestal, ne vem pa, če so šli pol ritke lizati ali sem napir. S to informacijo pa ne razpolagam. A ja, mimo grede, preden gremo naprej z oddajo, razvoj dogodkov v povezavi z ropom v Louvru je. Francoska policija je v Parizu prijela 2 moška povezana z nedavnim filmskim ropom v pariškem muzeju Louvre. Enega so izsledili na letališču tik pred odhodom v Alžirijo, drugega v predmestju Pariza. Jaz teh 2 ne poznam. Jaz jih prvič vidim. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.